sprejemljiv, pa enostavno način vodenja, kot je danes, ne bi prinesel ustreznih rezultatov. Torej, če pogledava sporočilo tako javnosti, kot mogoče vsem tistim, ki se še podajajo v menedžerske vode, kakšen je voditelj novega časa? Ja, nekdo, ki zna dobro opazovati in prisluhniti razmeram na trgu, svojim kupcem, svojim zaposlenim, okolju in spremembam, ki se dogajajo tako v družbenem okolju, kot tudi na tehnološkem in drugih znanstvenih področjih, in ki zna iz vseh teh sprememb narediti sebi ali svoji firmi lastno zgodbo in jo vkomponirati v globalno zgodbo. In vaš izziv? Za naprej. Naš izziv je vsekakor še večja internacionalizacija Trima in pa seveda še veliko novih inovativnih tako produktov, tehnologij, procesov, pa mogoče tudi kakšnih drugih zadev, mogoče tudi odnosov med ljudmi. In osebni izziv Tatjane Fink? Moj osebni izziv tudi za naprej je podoben kot do sedaj, nadgradnja znanja, tudi nekaterih veščin in seveda nadaljevanje uspešne zgodbe še v naslednjih letih. Vso srečo. Hvala lepa. Čeprav je Trimo v zadnjih letih svojo ponudbo na trgu močno obogatil tudi z storitvami in inženjeringom, pa vendar je srce podjetja še vedno proizvodnja. Kako ste v začetnih korakih dosegli pri ljudeh spoštovanje do produktivnosti in kakovosti? Proizvodnja v vseh teh letih dejansko postaja vse manj pomemben faktor, ampak je v bistvu to samo en od elementov celotnega procesa, celovitih rešitev, na vsak način pa izjemno pomembna, tako da tako z vidika kakovosti kot produktivnosti pomembno prispeva k uspešno rasti podjetja. Mi smo to dosegli z stalnim učenjem vseh zaposlenih. Začeli smo z predstavitvijo strategije vsem zaposlenih, da so razumeli, da gremo v smer visoko kakovostnih proizvodov, da gremo v smer visokih tehnologij, da bodo za upravljanje visokih tehnologij in zagotavljanje visoke kakovosti tudi morali dvigniti svoje kompetence. Na ta način so se pridružili celovitemu izobraževanju, se vključili vse izobraževalne procese in se vključili tudi v sisteme in procese, projekte, ki smo jih uvajali vsa ta leta. Trimo je v proizvodne procese uvedel zelo veliko avtomatizacije. Kaj je to pomenilo za ljudi? Ali je to pomenilo odpuščanje? Ne, nikakor ne. Mi smo z uvajanjem visoko avtomatiziranih linij hkrati tudi usposabljali delavce. Dejstvo je, da smo vsakega posameznika poklicali na razgovor, ga vprašali, ali je pripravljen dvigniti svoje kompetence, se učiti in usposobiti za delo na visoko računalniško vodenih linijah, in moram reči, da smo dobili 100% pozitivne odgovore. Skratka, tudi tisti, ki so bili stari 45-50 let in niso imeli nikoli še kontakta z računalnikom, so se z vso vestnosti lotili izobraževanja in usposabljanja in danes lahko rečem, da enakovredno upravljajo naše linije na glavnih operaterskih pultih, za kar smo seveda zelo veseli. Pomembno pa je bilo tudi to, da ko smo uvajali nove tehnologije, da je bilo naše sporočilo vedno jasno, da ne bo to pomenilo odpuščanja delavcev, tako da so pravzaprav ljudje imeli izbiro, ali se usposobijo ali pa delajo na manj zahtevnih delovnih mestih. Torej vam je rast in večja dodana vrednost, ki ste jo ustvarjali za avtomatizacijo, omogočala tudi širitev in ustvarjanje povsem novih delovnih mest? Absolutno. Ali imate tudi med proizvodnimi delavci inovatorje? Na vsak način. Mi smo proces inovativne dejavnosti razširili vse dele naših procesov.
s projektom Proces kontinuiranih izboljšav tudi pomembno razširili v proizvodne segmente. Veseli me pa tudi, da se na razpise za najbolj noro ideje in ostale razpise javljajo tudi proizvodni delavci in v letošnjem oziroma za lansko leto je bil tudi v ožjem izboru za nagrado za najbolj noro idejo tudi eden od proizvodnih delavcev. Ali zaposleni v proizvodnji vedo, za koga je proizvod, ki ga delajo? Ali ko razmišljajo o inovativnosti, imajo v mislih tudi končnega kupca? Imajo. Z vsakim proizvodnim delovnim nalogom iz priprave dela preko računalniške povezave dobijo informacijo o končnem kupcu, za katerega pač delajo nek del tega celovite rešitve. In mi preko marketinga in naših oglaševalskih glasil tudi objavimo potem fotografije končanega objekta. To pomeni, da vejo, kako in kje so prispevali k uspešnemu projektu. Trimo zelo veliko vlaga v znanje, v razvoj kadrov. Kako se to odraža v odnosu do strank? Jaz bi se upala trditi, da so naše stranke zadovoljne z našimi produkti, z našimi proizvodi in pa tudi z postrežbo našega prodajnega osebja. Sigurno me boste zdaj vprašala, kako to vem. To pa vem zaradi več razlogov, ker se tudi sama udeležujem neposredno ogromno stikov s strankami in jih to vprašamo. Druga zadeva je tudi ta, da imamo veliko anket o zadovoljstvu strank, ki rezultati v teh anketah nam pokažejo boljše rezultate, tako da smo lahko tudi na tem področju zadovoljni in jaz sem prepričana, da so to velika sredstva ali pa kapital, ki ga moramo samo še oplemenititi, ker če je stranka enkrat zadovoljna, potem da priporočilo in se to odraža potem v novih nakupih, v novih priložnostih in seveda novih možnostih za Trimo. Hkrati je Trimo tudi sistematično prehajal iz zelo proizvodno orientiranega podjetja v podjetje, ki je začelo ponujati storitve, inženiring oziroma, kot vi radi poudarjate, celovite rešitve. Tudi tu je moralo priti do velikega zasuka v načinu razmišljanja in tudi v načinu prodaje. In tu gre za velik miseln preskok. Ne da kupec specificira, kaj se želi, ampak ti moraš stopiti v kožo stranke, ti moraš svojega kupca poznati, moraš vedeti njegove razvojne načrte za naprej, moraš vedeti, kakšen trend, kakšen okus, kakšen ali bolj konzervativen tip ali je modern tip, kako si bo on zamislil svojo bodočo industrijsko poslovno zgradbo ali ne vem, muzej ali karkoli že od tega in na osnovi tega potem graditi nazaj proces za kupca. To je ta individualni pristop do svojega potencialnega potrošnika, v katerega pa res zdaj vlagamo ogromno naših prizadevanj. Pa vendar Trimo nastopa v 48 mednarodnih trgih. To vladujete le preko 6 predstavništev oziroma 6 zastopnikov in 12 podjetij, ki jih tudi obvladujete. To je zelo močna kulturna raznolikost. Kako vladujete ta znanja? Na kakšen način jih pridobivate, da seveda razumete te lokalne posebnosti? Jaz moram reči, da je to zelo kompleksna zadeva. Prva stvar, ki smo se odločili na poti k izgradnji te tržne mreže, je zagotovo, da bomo delali to z lokalci. V naši prodajni ekipi je mnogo Poljakov, je 150 Rusov, je 5 Čehov, so Angleži, tako kot ste rekla, tako pisana druščina, da ko imamo 2-krat letno srečanje naše tržne mreže, moram reči, da je izjemno prijetno. Včasih naredimo tudi kakšen kviz, kako se poznamo med sabo, da se te kulturne bariere premagujejo. In ne smeš biti nič nestrpen, če te pokliče ob 9 zvečer Španec, ob 1 do 4 popoldne ga pa ne moreš dobiti na telefon. Tako pač ti trgi funkcionirajo.